pozdravljeni v raju na zemlji. Danes se pa nahajam v dolini Vrat, točneje pri Zgornjem Peričniku. No, danes sta pa z mano še sin in hčerka in se odpravljamo, se pravi, od tega Zgornjega Peričnika proti planini Višek in naprej do čudovitega razglednika na dolino Vrat. Vmes nas pa čaka še veliko zanimivih stvari. Evo, Zgornji Peričnik izgleda takole. Mi se pa zdaj odpravljamo tle gor naprej. Pa Slapova Peričnik se nahajata na konglomeratni podlagi. Zdaj bomo prišli spet do ene druge znamenitosti. Evo, do okna nad Zgornjim Peričnikom. Okno v konglomeratu. Zdaj smo pa že na manjši planini, na uravnavi nad obema slapovoma Peričnik. To je planina Višek. Ja, zdaj bomo pa kar naprej, pa bomo prečli potok Peričnik in pa do razgledišča Predaljaš, zadaj Tajda. Zdaj pa prihajamo na cesto nad to planino Višek in bomo prečeli potok Peričnik. Evo, potok Peričnik nad Slapom Peričnik. Prihajamo na vrh enega najlepših razglednikov v Julijskih Alpah. To je razglednik pri Vrtaški planini, še zadnjih 10 metrov. Kažem panoramo. Tale prva bo Debela peč, potem vrh Brda, potem ta špičast je Macesnovec, potem je Lukna peč, Dimniki, Rjavina, pa naprej Vrbanovi špice, Cmir in zadnji Triglav, tam je še malo snega. Potem pa na to stran Stenar in pa Dolkova špica. Super razgledi, uživamo 2. novembra v prekrasnih razgledih. Je že kar popoldansko sonce nad dolino Vrat. Mi pa počasi odhajamo v dolino, priprave na odhod. Ta pot je sicer nemarkirana, ampak vseeno so lovci iz Trgovskega narodnega parka potegnili nekaj zajel, tako da je bolj varna pot. Prav, levo od Jerebikovca je Stol, potem je Jerebikovc, desno je pa Storžič. Ja, takole izgleda, tale je malo bolj pot, tako da gremo. Prišli smo navzdol po isti poti, tukaj gor. Prej smo prišli od vode, zdaj gremo pa nazaj dol, tukaj po tej stran struge, ki bomo šli spodaj, v bistvu pod Zgornjim Peričnikom. Tam se pa javim naprej. Nahajam se tik nad Zgornjim Slapom Peričnik. Poglejte navzdol. Takoj pod mano je Zgornji Peričnik, ta globel je pa že Spodnji Peričnik. Evo, gledajte.
Zgornji Peričnik. Sin in hčerka sta šla še fotografirati spodnji slap. Jaz sem pa zdaj pokazal še eno zelo zanimivo stvar, za katero ogromno ljudi ne ve, ki se nahaja zadaj za Zgornjim Peričnikom. Pa si pojmo še to pogledati. Od Zgornjega Peričnika naprej se pa začnejo prekrasne te konglomeratne terase. Res so nekaj posebnega. In za te terase res mnogo ljudi ne ve. So pa meni res čudovite. Pa pojdimo pogledati. Tukaj se pa v bistvu vidita tako spodnji kot tudi Zgornji Peričnik. Začenjajo se te znamenite konglomeratne terase. Tukaj seveda suho, ampak je pa res nekaj izjemnega. Res tako razgledan balkon nad spodnjim delom doline Vrat. Zdaj se šele začne atraktiven del. Evo, pogledajte, kakšne zanimive terase. To je seveda ostanek s poledenitve. Res konj tak spodmol. In pa konglomeratna kamnina. Zdaj se bom pa sprehodil do konca te terase. Res je nekaj čudovitega tole. Tam je pa sploh en tak čudovit balkon. Taka skala nad dolino Vrat. Res izjemni spodmoli. Evo, in pa dve zanimive skale, ki strelita ven z tega balkona. Evo, prvo je že tukaj. Evo, razgled proti Cmiru. In pa pogled na prehojeno pot. Evo, in pa še naprej na teraso. Res so prekrasne te terase. Se strinjate, a ne? Pogled na Cmir ter proti Sfingi,
proti delu Triglavske severne strine. Zdaj se pa nahajam na spodnjem delu preloma. Tukaj je pa sploh čisto samotno. In pogledajte, kakšen ogromen spodmol. Povsod teče voda. Kaj vse ponuja dolina Vrat. To ni samo slab Peričnik, severna stena in gledajte, vse to. Ogromno vode. Super, evo, tukaj sem tudi prvič, tako da mi je zelo všeč. Evo naprej. Gledajte, pod kakšnim skalami se sprehajam. Kar 40 do 60 metrov visoko. Sem pri novem zanimivem delu tega spodnjega dela konglomeratnega preloma. Takšni skladi. Prej pa mislim, da sem hodil tam gor. Tam se začnejo te glavne terase. Tukaj sem se pa jaz odločil, da bom prišel enkrat v hudem mrazu. Tle mora biti sveč, ledenih sveč. Neverjetno veliko. To mora biti noro za pogledati. Sam Peričnik je zelo lep. Tukaj pa mora biti res pahljača ledenih sveč. Pri spodnjem Peričniku zaključujem tale video o znamenitostih doline Vrat. Jaz upam in verjamem, da vam je bil video všeč. Zato se naročite na moj YouTube kanal Raj na zemlji in se vidimo v naslednjih super jesenskih doživetjih. Čau!